Lepo pozdravljeni v novem podcastu, enem od 12, ko govorimo o šoli prihodnosti. Današnja tema je pa morda ne tako povezana na prvo žogo šolo, pa vendarle ključna za to, ko bomo govorili o tem, kakšno družbo si v prihodnosti želimo. Učenje veščin za življenje smo ji dali naslov, morda naslov ne pove vsega, o čemer bomo govorili, pa vendarle je kar jasno. Če gremo v šolo zato, da se nečesa naučimo, potem se včasih, predvsem starši, zdaj sprašujejo, ja, pa kaj pa je to treba, saj tega v življenju ne potrebuješ, namesto da bi se učili to, kar potrebuješ. Ampak kaj pa je tisto, kar bomo v življenju potrebovali in kar potrebujemo že zdaj? Na to bomo danes iskali odgovore. Lep pozdrav vsem trem, ki ste v tej šolski klopi. A bo? Bo. Prav udobno ni, no. Ampak včasih je bilo tako, a ne? Kdo se še spomni morda približno podobne učilnice? No, to je pa že pred našimi. Sej vem, ampak namestnica oziroma pomočnica ravnateljice in ravnatelj peljeta otroke v šolski muzej še kdaj? Ja, mi jih peljemo, se pridejo vsako leto pogledat in so tako majčkeno presenečeni nad tem, kako je včasih šola izgledala, kako pa danes izgleda. Sašo Božič, osnovna šola Mengeš, Jasna Belas iz osnovne šole Fran, pomočnica ravnateljice, in pa Martin Jezeršek. Katera šola je bila, ko je še bila? Osnovna šola Preska, Medvode. A to je pa blizu moje, mi smo pa iz Vodic, naprimer, ne? Smo skupaj šah igrali pa tekmovali v košarki. Zdaj, če postavimo neko tezo, ne? Učenje veščin za življenje, morda bi Sašo prvi odgovoril. Ali osnovna šola ponuja neko osnovo, če vemo, da se seveda veščin za življenje učimo najprej doma, ne? Ampak ali je tudi osnovna šola prostor, kjer bi se morali teh veščin učiti? Mogli bi se teh veščin učiti in šola mora ponuditi tudi takšne stvari, zato ker jaz mislim, da šola je prostor, tudi osnovna šola, kjer se otrok dejansko pripravlja na neko odraslo življenje. In da se tukaj ne moramo vedno pogovarjati samo o tem, a zna matematiko, a zna slovenščino, a zna zgodovino, ampak kaj in kako bo nekoč s tem znanjem lahko delal, predvsem pa takrat, ko bo se odločil za neko poklicno pot. Jasna, pod vprašanje. Vemo, da je šolski ta učni načrt tako natrpan, da ni prostora niti za 1 uro telovadbe več na teden, pa smo v enem od podcastov govorili, da bi bilo to nujno, ker več gibanja pomeni tudi hitrejše pomnjenje in potem smo vsi bolj zadovoljni, ne? Ampak prostora seveda ni. Bi bilo potrebno v tem, kar bomo danes govorili, najti poseben prostor za to, ali je v resnici to popolnoma enostavno, da bi skozi vse predmete, ki jih že imamo, dodali še nekaj teh življenjskih naukov? Mislim, da bi lahko dodali vse te življenjske nauke in veščine v sam šolski proces in ne bi bilo potrebno dodajati ur, kajti noben učni načrt ne more biti tako tog, da ne bi bilo možno dodati teh veščin. Martin, mogoče še zate vprašanje, glede na to, da si podjetnik, da si študiral v tujini in da imaš tudi ta širši pogled na potrebe današnje družbe iz druge strani. Katerih veščin pa nam kot družbi manjka? Ja, predvsem mislim, da so to neke, recimo temu, mehke veščine, empatičnost, bom rekel, razumevanje sočloveka, funkcioniranje v skupini ljudi in ne bom rekel, kot nasprotje individualizmu in pa morda predvsem sprejemanje odgovornosti. A je to dobra izhodišča? Je to, kar opažate tudi vi v šoli? Zelo dobra izhodišča in se lahko strinjam z vsem, kar je sogovornik naštel. Ravno to je tisto, kar opažamo, da se je pri otrocih spremenilo v zadnjih letih in seveda te stvari potem jih spremljajo tudi naprej. In če lahko še do neke mere kakšne stvari v osnovni šoli recimo korigiramo ali pa poskušamo korigirati, jih je kasneje v življenju verjetno veliko težje. Tako da mislim, da je naša naloga tukaj kar precej pomembna. Jasno, dajmo vzeti morda eno od teh stvari. Se bomo na koncu govorili v resnici še o kakšni drugi, pa še o vseh, ampak empatičnost. Kaj to pomeni? Kako se ta manjko empatičnosti odraža, naprimer, med otroci v šoli? Jaz opažam,
kot učiteljica in hkrati pomočnica ravnateljice, da enostavno otroci se ne zavedajo oziroma se ne želijo zavedati nekih situacij, ki jih doživljajo drugi otroci. Vseeno jim je, ali drugemu otroku nekaj ne odgovarja, ne vživijo se dejansko v situacijo, ampak živijo v tistem nekem svojem filmu, ki ga imajo, in tukaj imamo dejansko velike težave. Že kar se tiče samega, bom rekla, čakanja v vrsti, to je velik problem. Njim je čisto vseeno, če je kolona, če je možnost, bodo prehiteli in s tem povzročajo pač neke neprijetne situacije za ostale otroke. In tu bi še lahko naštevali veliko več nekih situacij. Sašo, bom kar podobno vprašal, kaj je tisto, kar na vaši šoli ali pa vi kot ravnatelj opažate, ko govoriva o empatičnosti. Kje je ta manko? In morda pod vprašanje, a ni nenavadno, saj načeloma smo mi starši tisti, ki smo še bili zelo dovzetni za takšne stvari, ne? Se pravi, mi učimo te otroke, da so takšni. Ja, sočutje, empatičnost, razumevanje sočloveka, mi se moramo zavedati, da smo socialna bitja. Ne? Nikoli ne delujemo kot nek otok sami zase. Vedno moramo z nekom sodelovati, smo v neki interakciji z nekom in ko nekomu umanjka tega, neke empatičnosti, pomeni, da bo vedno izražal neko svojo željo, svoje potrebe, se oziral zgolj nase in da mu v bistvu za vse druge vseeno. Kar pa pomeni, da ko je nekoč to neko sodelovanje v skupini, da ta skupina enostavno ne funkcionira. Recimo, že pri kakšnih preprostih nalogah, kot recimo skupinsko delo, se lahko to zelo hitro pokaže. Ne? Zdaj v službi redko kdaj delamo sami nekaj. Zelo velikokrat je treba, sploh danes, v tem današnjem svetu, sodelovati v neki skupini, se razumeti, se uskladiti, upoštevati en drugega. Mi jih poskušamo navajati na to skupinsko delo, ampak hkrati opažamo ravno to. Manjka jim teh stvari. In potem jih probamo skozi takšne in drugačne dejavnosti naučiti tega. Dobesedno. Zdaj, zakaj je to danes tako, kot je, pa zakaj je bilo včasih drugače, verjetno tudi zato, ker se družba kot taka spreminja, veliko več individualizma, veliko več tega osredotočanja sam nase in seveda se to potem prenaša tudi na otroke. Martin, študiral si v tujini, delaš pa doma, pa tudi v tujini in ključno verjetno za uspeh vašega družinskega podjetja je prav to, da si vključen, da imaš neko odgovornost, da znaš z ljudmi, da znaš od šefa pa do gosta. Kaj pomeni, če bomo res vzgajali družbo oziroma otroke, ki bodo imeli manko te empatičnosti, potem v njihovem življenju? Morda si ne predstavljajo, pa si rečejo, pa dobro, se vse, se bom sam uspešen, ampak vendarle na koncu pristaneš v neki skupini res, razen če res nisi človek one man band v podjetju, ampak vsi ne moramo biti. No, jaz si ne predstavljam, kaj bi mogel upravljati, da si res sam neodvisen od soljudi. Tudi če deluješ kot, recimo temu, samostojni podjetnik, imaš na eni strani stranke, na drugi strani neke dobavitelje, s katerimi moraš sodelovati, moraš najti, bom rekel, pot, kako naprej. In še posebej v naši panogi je ta empatičnost, lahko bi temu rekli tudi neko gostoljubje, izredno pomembna. Ena od ključnih vrednot, kompetenc, ki jih mi iščemo v naših sodelavcih. In to je morda tudi posledica šolskega sistema, ki ga imamo do neke mere. Predvsem se mi zdi problematično tukaj vrednotenje ali pa bom rekel nagrajevanje na nek način individualizma skozi ocene. Mislim, da se ocenjuje napačne stvari. Vsebine so v šolah, se mi zdi, pravilne, samo ocenjevanje pa preveč nagrajuje individualizem in posledica je tudi to, kar vidimo v družbi. V podcastih, ki sem jih že imel, smo govorili prav o tem, da se
v marsikaterih šolah zdaj trudijo tudi zaradi teh problemov delati v skupini, reševati neke naloge v skupini, te skupne naloge, tudi v tujini je to kar popularno. Koliko je tega, naprimer, na vajinih šolah? Imate ravno o tem, kar govori Martin zdaj, za to, da vključite vse notri, ne da so vsi zdaj odlični, ampak vendarle, da razumejo, da je potrebno sodelovanje, da ne gre zgolj za ta test in da res ne pokažeš sosedu, kaj imaš ti pred sabo, ne? Ja, občasno vključujemo v času pouka, v času kakšnih dodatnih dejavnosti. Zdaj veliko, v bistvu imamo malo več možnosti, bom rekla, ker smo v RAP-u. Ta RAP dejansko omogoča marsikatero dejavnost, ki jo lahko učenci skupaj naredijo, ampak to je spet samo interes učencev, tistih, ki si to želijo. Pri pouku pa imamo takšne in drugačne individualiste, ki ne sodelujejo, ostali pa, bom rekla, so sodelovalni, vsi pomagajo, ampak vedno je nekje en, ki vodi, ki potem pelje tisto skupinico naprej. Sašo, kaj bi odgovoril Martinu? Se ti zdi, da je res ta sistem v šoli napačen, da ocenjujemo pač kot družba in kot šolski sistem napačne stvari samo? Ni vse napačno, se pa ravnatelji dostikrat o tem pogovarjamo in ugotavljamo, da ene stvari zagotovo niso okej, ne. Ocenjevanje v šoli je podvrženo, ureja en tak zelo natančen pravilnik in kakršnokoli odstopanje od tega pravilnika je lahko takoj v bistvu sankcionirano oziroma pride opozorila iz šolske inšpekcije, ne, tako se pa ne dela, ne. Iz naših časov se verjetno vsi spomnimo tistih pluskov pa minuskov, ne. Ta plusek pa minusek je bil v bistvu ena taka zelo nedolžna stvar, ampak ti je poslala neko sporočilo. Aha, si delaven, si rodoljuben, imaš urejene zvezke, plusek. Si redno delaš domače naloge, se pravi skrbiš, si odgovoren, plusek, ne delaš domačih nalog, minus. Sodeluješ v skupini, plus. Se javljaš, si aktiven pri pouku, plus. Skratka, mi smo in te pluski so se potem pretvorili v neke ocene. Mi smo to ocenjevanje vedenja, ne, svoj čas je v spričevalu pisalo vedenje kot tako. Tudi tam se je te stvari gledalo. No, potem pa se je pač skozi ta leta začel izhajati zelo terminološko iz tega, da v šoli ocenjujemo znanje, ne, zdaj sodelovanje pa ni znanje. In delanje domačih nalog ni izkazovanje znanja. In smo mogli vse te stvari ukiniti. In zdaj vse, kar učitelju ostane v takem primeru, če želi pač spodbujati tak način dela, vrednote, delovanje otrok in tako naprej, so v bistvu neke pohvale. Ampak ne vsem smo ljudje, to so pa še otroci. In vsak vesel pohvale, ampak mislim, da bi bil zelo vesel tudi unga pluska. Saj učiteljica to na kakšen tak svoj način rešujejo, pa potem otroci, ne vem, v mlajših razredih zbirajo kakšne zvezdice, tako pa jih dajo na tablo, ne, tako kot neke pohvale za neko dobro delo. Saj imamo neke mehanizme, ne? Ampak generalno gledano je pa šolski sistem strogo orientiran na ocene. In tudi staršem so daleč najbolj pomembne ocene. Ne, niti ne, zdaj, ja, moj otrok je pa res, saj, ki jim povemo, take stvari so veseli. Ampak ocene. In ja, zagotovo ne ocenjujemo vseh stvari, ki bi bilo fajn, da bi jih, in s tem dali neko sporočilo otrok. A si želel nekaj dodati? Ja, da sem tudi starš in se zelo strinjam z izrečenim. Oba ženo sva pravzaprav spodbujava vse prej kot ocene, celo poudarjava, da ocene niso tako pomembne, pa kljub temu starejša hči, ki že prinaša domov ocene, se primerja z drugimi, ne samo, da hoče imeti vse 5, hoče imeti največ točk in tako naprej, pa vem, da doma ni tako okolje, ki bi bilo fokusirano na ocene. In mislim, da je to en znak, da je nekaj narobe, da je nek alarm se sprožil in to, da se ocenjuje znanje, danes v podjetjih ni dodana vrednost. Dodana vrednost so kompetence. Znanje je danes
res dostopno, niti ne z dotikom več na zaslonu, ampak že za pogovorom, za umetno inteligenco so pravzaprav vsi podatki tega sveta nam dostopni. Kompetence pa je potrebno razvijati in mislim, da je to jasen znak, da bi bilo potrebno nagrajevati oziroma ocenjevati nekoliko drugače. A lahko veščine, naprimer tukaj zdaj jaz potegnem ven, ne? V podjetništvu zagotovo prav pridejo, v navadnem življenju veščine prav pridejo, spomnim se, ne vem, v mojem času smo imeli pri gospodinjstvu, pa smo se učili kuhati, likati in tako naprej, danes se zdi to mnogim brez veze, ne, češ, kaj zdaj to se učil, ampak vendarle veščine je to zelo širok pojem. Koliko veščin takšnih za življenje je v šolskem programu tja do 9. razreda? Težko vprašanje. Seveda, sej za katedra ne more priti lahko vprašanje. Ne? Zdaj, vse v šoli še vedno imamo gospodinjski pouk, imamo pouk tehnike in tehnologije, kjer otroci še vedno se učijo vrtati, pa šraufati, pa kaj skuhati, pa tako naprej. Zato tudi jih poskušamo pač v okviru zmožnosti, ki jih imamo, tudi čim večkrat peljati v kakšno šolo v naravi. Ker tam je dejansko otrok postavljen, saj ima učitelja, ampak mame, očeta pa ni zraven. In kar naenkrat se je treba sam znajti, za nekatere mogoče tudi prvič. Če drugega ne vedeti, kaj je treba obleči. In to so take stvari, ki mogoče se jih včasih tudi doma so se bolj razvijale. V šoli zdaj opažamo, da kakšne stvari v bistvu jih mi prvič naučimo. Prvič otrok prime šraufen cigar v roke. Zdaj, zakaj? Saj verjetno je doma kakšen šraufen cigar. Kakšne take stvari. Zdaj sicer tukaj mogoče bolj o nekih spretnostih, pa tako govorimo, ampak nekaj teh stvari dobimo v šoli. Nekaj bi jih bilo treba doma, smo pa seveda omejeni z programom, ki ga moramo izvesti. Jasno, a je veliko, ko se pogovarjate z učiteljicami in učitelji, takšnih primerov, da rečejo, a veste, da pa morda sploh tega ne znajo, pa so to res te neke osnove, ki bi jih morali dobiti doma, seveda, ampak da rečejo, ok, bomo pa naslednje leto malce ojačali vrtenje s kuhovnico ali pa z vrtalnim strojem. Bom rekla, da kar veliko, presenetljivo veliko otrok pri določeni starosti v 6. razredu ne zna olupiti krompirja, ne zna olupiti čebule. Enih takih osnovnih veščin, ki bi jih dejansko naj prinesli že od doma. Tako da v šoli pa potem do 6. razreda gospodinjstvo, sicer tehnika in tehnologija sta do 8. razreda, ampak tudi tam je očitno premalo. Dejansko so zelo, bom rekla, nespretni, kar se tiče teh praktičnih veščin. Že če jih gledaš, kako oni režejo s škarjami, čist osnovne takšne veščine, ki... Martina, ves čas se vračamo v kuhinjo, jaz ne vem, pa nismo zato šli zdaj k krompirju, ker si ti prišel, ampak kar tako te veščine, ki jih pa potrebujejo potem, da pridejo, naprimer, v vaše podjetje, ti pa res praviš, se imamo tudi, vi imate vsi že otroke, a dobijo ta zalupiti krompir v roke že pri tretjem letu? A je to nekaj, kar je v bistvu že ukoreninjeno v vašo DNK, v vašo družino? Vsekakor, moje hčerke imata obe vsaka svoj nož. Ampak še enkrat, šola, smo ugotovili, predvsem uči znanje, tudi nekaj veščin, predvsem pa se premalo dela na kompetencah. To je razlika. Znanje je, da poznaš sorto krompirja, veščina je, da ga znaš olupiti, kompetenca pa je, da razumeš sočloveka, da znaš prevzeti odgovornost, da če nečesa ne veš, si sposoben se pozanimati, raziskati in tako naprej. In to so stvari, ki bi jih mogle šole učiti, pa jih že učijo, ne me narobe razumeti. Se mi zdi, da predvsem jih ne nagrajujejo, ker ljudje na koncu smo, in to je tudi znanstveno dokazano, nas motivirajo neke številke, neke nagrade, neke pohvale
In če bi to znali na nek način nagraditi, bi potem tudi družba, se mi zdi, bila lahko boljša. Vse pri teh kompetencah je res hecno. Ne? Zdaj, naprimer, ko imamo umetno inteligenco, ne? Znanje je, da danes najdeš odgovor, ne? Ker odgovor je, zdaj se ga verjetno res ni treba naučiti, čeprav šola seveda še vedno to spodbuja zaradi različnih razlogov, češ možgani, tako, ampak ali se pogovarjate, naprimer, med ravnatelji, ravnateljicami, učitelji in učiteljicami, da bi bilo pa morda še bolj nujno kot to, da se naučimo te datume ali pa dogodke iz zgodovine, otroke naučiti, da te dogodke preverijo, če res tisto, kar takoj najdejo, drži, naprimer, ker to je že korak naprej za šolo prihodnosti. Zdaj se bomo pač soočali s tem, da bomo morali otroke naučiti, oni že znajo uporabljati, ampak kritično uporabljati, naprimer. To je tudi ena od kompetenc, ne, ki je pomembna. A je tako, ja? A je to zdaj ena izmed tistih nujnih tem za šolo prihodnosti? O tem se veliko pogovarjamo z otroci. Moramo pa tudi vedeti, da mi smo odrasli, oni so pa otroci in se večkrat drugače gledajo na te stvari. Veliko lažje sprejmejo kakšne stvari, ki jih preberejo, se niti ne sekirajo in pa rastejo gor v drugačnih časih, kot smo mi. Nekdo, ki je zdaj drugi, tretji, četrti, peti razred, kar se njega tiče, umetna inteligenca obstaja od vedno. In ravno danes, ker sem jaz tudi še par ur učim pouk računalništva, smo se z otroci pogovarjali o umetni inteligenci. In smo se ravno o tem pogovarjali, slučajno. O tem, da je treba pač presoditi o tem, da umetna inteligenca je sicer super, lahko nam marsikaj pove, ampak ni nujno, da je vedno drži. Jaz bom rekel, ampak veste, da ne boste mislili, da je to kaj posebnega. Ko so vaši starši bili približno toliko stari, ki vejo, pa mogoče nekaj starejši, je prišel internet. Ko je prišel internet, smo rekli, vse se da na internetu preveriti. Pa so rekli, ne, treba je v knjižnico, vzeti knjigo, preveriti, na internetu lahko vsak napiše, kar hoče. In nismo zaupali, zdaj smo se navadili Google zaupati. Zdaj imamo pa umetno inteligenco, ne, vse, kar umetna inteligenca ne drži. In kam gremo zdaj preveriti, če je umetna inteligenca prav povedala? Na Google. Nobenega ne poznam, ko prišel v knjižnico pa res pogledal, če to drži. Skratka, vedno pridejo neki momenti, ko se moramo, mi pač odrasli, ki smo v nekem svetu, ga poznali prej, pa se je zdaj spremenil, ali pa otroci, ki so s tem zrastali. Oni bo vedno na to drugače gledali, zagotovo bo imeli vedno večje zaupanje v te stvari, kot ga bomo najbrž mi imeli. Je to ena izmed kompetenc, ki bi jih otroci mogli imeti. Se pa res čisto strinjam, da bi mi mogli imeti neke vzvode, s katerimi bi predvsem lahko spodbujali to vedenje, ki razvija te kompetence, ki jih bodo te otroci potrebovali, ko bodo nekoč odrasli, zato da bodo pač srečni, uspešni, normalno funkcionirali v tej naši družbi, v neki partnerski zvezi in tako naprej. A teh vzvodov nimate v šoli? Ali pa kakšni so, bom drugače vprašal. Ker če načeloma vemo, kakšne so težave družbe, česa nam manjka, je verjetno odgovor vedno na drugi strani, torej kaj lahko naredimo. Otroke je treba naučiti živeti z umetno inteligenco, z vsemi, bom rekla, digitalnimi opcijami, ki jih današnji čas pač ponuja, in jih naučiti kritično presojati. In to pri nas to počnemo v sklopu projektov in tako naprej, tako da to je to. Ja, ne vem, kaj bi še, ampak starši bi tudi morali, tukaj morda tudi vloga staršev, ni samo šola tista, ki bi učence ozaveščala o tem, tudi starši bi morali biti tukaj dokaj, bom rekla, realni in se zavedati, kaj njihovi otroci počnejo. Če smo dali naslov podcasta, učenje veščin za življenje, naprimer, vi ste tudi učitelj računalniške vzgoje, ne vem, kako se temu pravilno reče, Slovenija je pa še vedno ena izmed redkih držav, če ni celo edina Evropske unije, ki naprimer nima računalniškega pouka, pa je to ena od kompetenc, ki jo
verjetno tudi moramo imeti, da se bodo znali znajti. Pa bi mogoče še drugo rekel, danes sem govoril ravno z enim, ki skrbi, je direktor in skrbi za pokojninsko reformo v Sloveniji. Rekel, a veste, kaj je zanimivo, da otroci naprimer do 14. leta o finančni pismenosti praktično nič ne vedo. Če dobijo 2 evra, vedo, da ga lahko porabijo. Če jih dobijo 100, jih lahko porabijo 100. Ampak ko pa z njimi govoriš o finančni pismenosti, je to tudi ena stvar, ki bi se jo lahko naprimer drugače učili pri matematiki. Pa tega tudi ni. A se motim? Ne, se ne motite. To kar drži. Res je, ni računalniška pismenost edina pismenost, ki nekako manjka, a ne mogoče pa, ker mi zaznamo, da bi bilo pomembno razvijati. Ja, mene kot učitelja računalništva kar boli to, da nimamo tega predmeta, potem to šole same nekako rešujemo, ne glede na neke kadrovske zmožnosti, nekje imamo več možnosti, pa res lahko delamo veliko na tem, kje pa pač enostavno ni teh možnosti. Zdaj pol tukaj bi mogli, zdaj se pogovarjamo že v nekem takem zelo širokem pogledu na šolstvo. Zdaj, šolstvo ureja šolska zakonodaja, kurikulum, ki pač pravi, kaj naj se ti naši otroci naučijo. Zdaj v teku je prenova kurikuluma, teh se pravi učnih vsebin, ki se jih bo otroci učili v osnovni šoli, in tam so v sam učni načrt vtkane nekatere te, tudi računalniško opismenjevanje, ekologija, trajnostni razvoj. Mislim, da je tudi nekaj na temo finančne pismenosti zelo tako nekako noter. Pa jaz tega niti ne vidim kot tak problem, saj ne rabimo imeti za vsako stvar svoj predmet, zdaj se bomo pa to točno tukaj učili. Saj glih ta prečnost teh veščin, ti kot, če ćeš biti uspešen, moraš ti znati stvari povezovati med sabo in tudi to jih moramo naučiti, da, ne vem, matematika pa finance, to je eno in isto, ni nobenega razloga, da ne bi tam se to recimo malo bolj resno obravnavali skozi neke življenjske primere, bi jih mogoče otroci tudi lažje sprejeli, pa mogoče kasneje tudi lažje razumeli, pa malo bolj z denarjem delali, recimo. Kar vprašanje zate, Martin. A je to, kar sem zdaj rekel, ne vem, digitalna pismenost, digitalne kompetence, se pravi od računalništva do finančne pismenosti, pa še bi tukaj lahko našteval, tudi nekaj, kar ti kot modern starš, naprimer, ki imaš stik s tem realnim svetom, ker tekmuješ v globalnem svetu z izdelki in z ljudmi, a se ti zdi to tudi pomembno, ali pa da bi se vsaj začeli pogovarjati o tem, koliko in kako to dozirati, naprimer v osnovne šole? Ali je to vloga staršev? Mislim, zagotovo ne bežim stran od tega dejstva, da je vloga staršev ključnega pomena pri odraščanju otrok. Sam kurikulum, zagotovo podjetniki bi si želeli več finančne pismenosti, bom rekel, ljudje, ki prihajajo z področja visokih tehnologij, računalništva in tako naprej. Predvsem pa se mi zdi, da morajo otroci razumeti neke koncepte, kako deluje umetna inteligenca, kako deluje programiranje, kako deluje družba, država, podjetje, kako, bom rekel, se financirajo šole preko davkov. Skratka, to razumevanje koncepta družbe, v kateri želimo, koncepta tehnologij, ki jih uporabljamo, se mi zdi, da je tisto, kar je pomembno. Same veščine računalništva, same veščine česarkoli že, so mogoče potem bolj pomembne skozi srednje šole, sploh skozi poklicne srednje šole. Kar pa bi še želel poudariti je, da jaz v svojem življenju sem vedno morda imel veliko srečo in imel odlične učitelje in odlične ravnatelje in mislim, da ogromno je v Sloveniji odličnih učiteljev in ravnateljev, so pa tudi slabi. In ti slabi morda mečejo slabo luč na vse preostale, ampak težava ključna je, da dober šolski sistem
bi prenašal tako boljše kot slabše učitelje in bi nekako pripeljal stvari do nekih rezultatov. Pa bom dal primerjavo v svoji dejavnosti. McDonald's je najbolj znano podjetje, ki ima zagotovo sistem dela na najvišjem nivoju. Pustimo, kakšen je, a je prehrana zdrava ali ne, ampak ne glede na to, a je menedžer restauracije ali pa kuhar boljši ali slabši, je na koncu produkt, ki ga izdajo, tak kot njihov standard veleva. In če bi imeli dober šolski sistem, ki bi vrednotil pravilno, ki bi nagrajeval prave stvari, ki bi prepoznal težave v posamičnih šolah, ki bi znal izobraževati ravnatelje, učitelje in tako naprej, bi bile šole nekako podobno dobre. Tako pa se mi zdi, da je zelo veliko odvisno od tega, a je na šoli dober ravnatelj, ki zna spodbujati in razvijati svoj kolektiv, kjer so posledično dobri učitelji. In še enkrat, takih ravnateljev in učiteljev je veliko in odlično, ampak s sistemom pa nekaj ni v redu. Sašo, ravno ste se vrnili iz Danske, skandinavske države si radi vzamemo za nek tak svetov primer, kaj bi Slovenija rada bila. Ampak ko ste se prej pogovarjali, ste rekli, da je pa tam praktično vse na glavo, da če Sloveniji jamramo in iščemo neke rešitve za boljšo šolo prihodnosti, kjer bi otroci bolj pridno poslušali, več odnesli od pouka, da bi jih ves čas nadzorovali, je pa na Danskem, ko odpreš vrata v učilnico, kako? Eno majhno presenečenje se zgodi. Otroci ne sedijo mirno v klopi, otroci ne poslušajo mirno učiteljice v tišini. Otroci se prosto sprehajajo po razredu, uporabljajo računalnike, na računalnikih delajo za šolo ali pa tudi ne, mogoče malo vmes kakšne igrice igrajo. Če treba ostanejo, grejo ven, pa jih noben vpraša, kam grejo, niti kdaj bodo pa šli nazaj. Sabo imajo za jesti, ker v šolske kuhinje ni, tako da vmes tudi mirno vzame malico ven. Če ima noge na mizi, mu pa tudi noben nič ne reče. Tako da, če bi to pogledal z očmi našega učitelja, bi rekel kaos. Nespoštovanje, nered, nemir. Tako zelo, na prvi počutek, na prvo žogo te kar nekaj neugodno, ker se ti zdi taka nenavadna situacija. Potem pa ugotoviš, da je to pri njih normalno, da se v bistvu učitelj se ne sekira zaradi tega, pa ne smatra to kot posledico svoje nesposobnosti. To pa predvsem zato, ker je tam popolnoma drugačna odgovornost. Odgovornost je na otrocih. Učitelj je tam zato, da poda neko znanje, otrok je pa tam, mora pa pač prevzeti to odgovornost, a bo to znanje vzel ali ga ne bo vzel, in na končni fazi njegova stvar. Sej učitelji se ga spodbujajo. Tam tudi ocen nimajo do 8. razreda. Kar pomeni, da tudi ni te, tako kot pri nas, ne ocena, ne, zakaj se učim se za ocene. Seveda tam je treba, mora otrok najti neko drugo motivacijo, da se uči, ogromen je pa samostojnega dela. Tam so nam govorili recimo o razmerju 20-80. 20% govori učitelj, 80% morajo otroci delati sami. Večinoma v skupinah. In skozi leta se očitno navadijo. In težko rečemo, da neki delajo hudo narobe, glede na to, koliko so uspešni na nekaterih področjih. Je pa res, da tega sistema k nam ne moramo preslikati. Ne imamo vse neko tradicijo, smo neke vrednote v družbi in tako naprej. In se niti ne bi želel, recimo, da bi se zgledovali pa neposredno po tem sistemu. Zagotovo so pa tam kakšne stvari, o katerih pa bi mogli razmisliti, kako jih upeljati v naš sistem, zato da otroci ne samo, da bojo znali letnice, pa kje se je zgodila tista bitka, ampak da ko bo nekoč prišel v službo, da ne bodo zamudili že prvi dan na službo, da bojo svoje delo upravljali odgovorno, da če bo treba kdaj kakšen dan mečkam podaljšati, da bojo tudi podaljšali, da bojo spoštovali svoje sodelavce, da bojo znali z njimi komunicirati, da bojo imeli tudi, kako ne rečem, včasih tudi malce več notranje moči, tudi predelati kakšne slabe stvari, ki pridejo mimo. Danes sem občutek, da zelo otroke ščitimo pred vsem, ampak pred življenjem jih pa ne moremo. In nekoč grejo svojo pot
In takrat veliko bolj boli, kot bi mogoče, če bi jim to dovolili, kakšne stvari že v mladosti. Do tja nekje moramo pripeljati. Mi kot starši svoje otroke v šoli, kot podpora staršem, iste stvari, potem pa nekako pridemo, recimo, mislim, do tistega cilja, ki ga nekaj vidimo. Ne? Sej ni čisto povezano, ampak ko smo že prej govorili tudi o teh nekih stvarih, ki jih lahko upeljamo v kakšne predmete, da ne dobimo novih, ker to seveda ne bo šlo. Ne? Domovinska vzgoja obstaja. Ne? Mi smo imeli etiko in družbo, potem smo jo malo poimenovali, v starih časih se je imenovalo še malce drugače. Ampak a ta domovinska vzgoja nudi nek prostor za takšne stvari, o katerih govorimo ali pa o katerih govori Martin? Jaz mislim, da ja. Zaradi tega, ker imajo tam dejansko celotno družbeno stanje, si, bom rekla, predstavijo in zdaj tudi je odvisno od učitelja, na kakšen način otrokom predstaviti stvari. Jaz sem prepričana, da se da otrokom neke stvari pri tem predmetu bom rekla pojasniti, predočiti, sem pa prepričana, da jim se da takšne veščine oziroma neka zavedanja, da je tisto, kar se naučijo, ne tisto zgolj znanje, ampak neke veščine oziroma neko znanje za življenje, jaz temu pravim, možno vpeljati v popolnoma vsak predmet, ne samo v domovinsko. To se mi zdi, če že imamo, ne, da tam ni zdaj zgolj v zastavi, ampak da morda ti si rekel tudi davke, da razumemo, če plačujemo davke, kaj s tem dobimo. Ne. Zdi se mi, da Slovenci imamo en kup enih težav pri razumevanju delovanja države. Davki so malce brez veze, ne. Pokojnina je malo brez veze, pa še kaj je malo brez veze. Martin, ti pa nisi bil na Danskem, no verjetno si bil, ampak študiral si pa, oziroma ko si se izobraževal, si bil pa v Švici. Ne. To spet država, kjer je red, vsaj tako vidimo. Kaj pa tam velja? Res, da je to že zdaj zadnji stadij šolstva in učenja, ampak vendarle, kakšne kompetence, kaj pa tam učijo vas, ki ste že bili najboljši, da ste tja sploh prišli? V bistvu bi po prvi oceni rekel, da je nekaj med tem, kar je gospod omenjal v Skandinaviji, pa tem našim modelom. Po eni strani zelo strog red v smislu osebne urejenosti, točnosti, udeležbe na predavanjih, nekih splošnih pravil. Po drugi strani pa podajanje nekih izzivov, delo v skupini, se pravi, koncept je v bistvu povsem drugačen. Šolsko leto je razdeljeno na neka obdobja, ki so med sabo povezana, recimo obdobje, ko se učiš o financah. Cilj tega obdobja je priprava neke zelo zahtevne projektne naloge v skupini, se pravi, se ne ocenjuje posameznika, ampak skupina. Predmetnik daje neko teoretično podlago tej nalogi in sama predavanja so nek manjši procent dela, ogromno je pa dela v skupini, iskanja rešitev, iznajdljivosti, raziskovalnega dela. Skratka, v bistvu so nas nekako naučili v sodelovanju z drugimi oziroma samostojno izvesti neke projekte, pripeljati stvari do konca. In to se mi zdi, da je neka dobra kombinacija med znanjem, veščinami in kompetencami. Je to univerzitetni študij, ne da se ga direktno primerjati z osnovnošolskim, srednješolskim, vseeno pa marsikaj bi se pa dal prenesti direktno. A se vam zdi, da imajo pri nas otroci vendarle drugačno vlogo, da sedijo oziroma ne sedijo, kakorkoli že, in poslušajo in učitelj dela? Se pravi, on uči, predava, otrok ima pa samo eno nalogo, da si pač to zapomni. In da bi vendarle lahko, ko govorimo o učenju veščin, dobili več vloge v tem procesu in več odgovornosti. Se pravi, da bi jo vi preložili. Skupina, ne vem, še večja skupina, priprava na uro in tako naprej. Zdaj ne govorimo od 1. do 4. razreda, ampak 5., 6., 7., 8., 9. razred, to so že kar veliki otroci. No? Jaz moram reči, v svojih 23 letih sem bistveno spremenila način poučevanja.
Na začetku je bil ta sistem frontalno, govoriš celo uro, ampak to dejansko glasilke ne zmorejo. In potem na koncu vidiš, da je veliko večji efekt same ure in samega dela pri otrocih, če delajo samostojno, si pomagajo, učitelj pa dejansko kot nek koordinator jim pomaga rešiti neke zadeve, ki jih oni ne znajo, ne zmorejo. Včasih pač odrasli mislimo, da to bo šlo, pa potem ugotovimo, da ne gre. V glavnem veliko več odnesejo in veliko raje delajo na tak način, kot pa da morajo sedeti 45 minut v razredu. Sašo, je to tisto, kar prinašajo novi učitelji danes v razrede? Pa zdaj ne mislim nič slabega v starih učiteljih, ampak ja, šolski sistem je bil vendarle narejen tako, da so prišli, povedali svoje in odšli, ampak danes pa že dolgo časa govorimo in učijo se tudi, ne, da vendarle je treba iskati te nove pristope. To pa je tudi prelaganje več odgovornosti na tiste, ki tam so v razredu, torej učence. Res je vedno manj tega frontalnega učenja. Učitelji so zelo spremenili svoje pristope. Še najbolj mogoče v teh najnižjih razredih, kjer si nekaj najbolj fleksibilen kot učitelj, kjer predvsem tisti učni načrt ni toliko rigiden in si precej svoboden, kako boš ti uro, v kakšnem časovnem okviru jo boš speljal, boš otroke ven malo peljal, da se malo razigrajo, malo premigajo. So se stvari konkretno spremenile. Vsem se pa moramo zavedati, da zdaj v zadnjih letih učitelji tekmujemo oziroma konkuriramo pametnim telefonom in vsebinam na teh telefonih. In da ni zelo težko, če otrok je od doma navajen, uporablja, pretirano rabiti te naprave, in se mu vzpostavljajo neki miselni vzorci, ki jih v šoli potem težko presežemo. Učitelj nikoli ne bo mogel biti toliko zanimiv, kot so lahko neki kratki videoposnetki na telefonu. Nemogoče. In mogoče se nam na trenutke zdaj zdi, da celo izgubljamo to bitko za to pozornost. In že iz tega, ker vemo, da dejansko ne gre, po starih metodah sploh ne bi šlo več, poskušamo biti toliko bolj inovativni, toliko nekimi novimi, vsak učitelj pač na svoj način nekako pritegniti to prvič pozornost otrok, da sploh, evo, tukaj sem, daj spremlji to, sej to je zanimivo, in obdržati pol to pozornost 45 minut. To je tudi zdaj kar oranj zalogaj. Vemo pa hkrati, da če že govorimo o veščinah življenja, ti boš mogel imeti neko sposobnost skoncentriranega dela tudi v nekem daljšem časovnem obdobju. Boš mogel vsakih 10 minut vstati, pa iti ven, pa ne vem, malo na zrak, pa malo kavo ali pa nekaj. Ti se boš mogel tudi v nekih časovnih sklopih znati skoncentrirati, pa znati intenzivno tudi nekaj delati. V resnici je treba tudi to navaditi. Tako da imamo drugačne metode, se trudimo, ampak imamo kar hudo konkurenco. Martina, se že pozna, kaj ta nova generacija, ki pride k vam na delo, da ima morda posledice te konkurence, se pravi, da imajo težave, da oddelajo 8-urni delovnik, da so zbrani, da so ves čas pripravljeni? Zagotovo so neke razlike med generacijami, ampak so tako prednosti kot slabosti pri enih in drugih, in mi v našem podjetju imamo res izjemne mlade posameznike, ki imajo ogromen potencial in sem nad njimi navdušen. Po drugi strani pa smo imeli tudi težavne sodelavce tako iz te mlade generacije kot iz tiste starejše generacije, tako da vsaka generacija seveda ima nekako drugačne pristope in kot družba in podjetja se moramo temu prilagajati, ampak ne glede na to, to je del razvoja, to je del pač razvoja podjetja, družbe in tako naprej, in ne vidim to kot problematično. Če bi imel, ne vem, neko tako čarobno palico, kot imam jaz zdaj to šibo tle na tem katedru,
realni svet poznaš, delaš v njem, z veliko ljudmi si v stiku, imate družinsko podjetje, vrednote ste si postavili tako pri družini. Morda še to, zdajva o vrednotah. Kakšne vrednote vodijo podjetje in družino Jezeršek? Katere so tiste, ki ste jih prav zapisali, naprimer, ne? Da naredimo še ta krog o vrednotah, ki je tudi pomemben, ko govorimo o šoli. Pa nekaj jih je, ampak ključna v tem kontekstu se mi zdi odgovornost. Odgovornost nas kot lastnikov, vodstva podjetja, pa konec koncev vsakega sodelavca in zaposlenega. In to se mi zdi, da bi lahko bila tudi ena od ključnih vrednot, ki bi jih mogla razvijati prav vsaka osnovna, srednja, višja, visoka šola. So seveda tudi druge, ki so morda nekako bolj specifične potem za podjetja, za različne ozadja, ampak ta se mi zdi pa res najbolj pomembna. Jaz bom zdaj to palico tebi predal. Če bi imela to čarobno palico, bi bila ne pomočnica ravnateljice, ampak ministrica morda, ne, za družbo in šolo, ker to združujemo. Kaj bi s to palico začarala? Katere stvari bi bile tiste, ki bi potem v realnem svetu, v katerem pa vsi živimo in se res hitro spreminja, pomagale, da bi bilo vsem lažje, naprimer, ne? Se tudi otroci vstopijo v ta realni svet, pa jim ni nič lahko morda, ne? Jaz bi morda poleg odgovornosti dodala spoštljivost oziroma spoštovanje do sočloveka in pa, bom rekla, dojemanje nekih vseživljenjskih veščin kot svoje dobro in za vsakega posameznika, da naj bodo ta znanja vseživljenjska, bom rekla, uporabna. Ker ni nujno, da so za vsakega posameznika vsa znanja uporabna, tako da... Drži. Sašo, zdi se, da sem z vami, s tabo, začel, pa bom še končal, ne. Večkrat sva zdaj že govorila, enkrat si pripeljal 3 svoje učence k meni v podcast, pa sem bil navdušen nad njimi in ugotovil, da zelo posplošujemo, ne, ko govorimo, kakšni so danes otroci. Otroci so super, ne, takšni, kot smo bili mi. Starši so obupovali, ampak poglejte nas, vsi smo danes super, ne, in v grške filozofe, če pogledamo nazaj, so zapisali, kaj bo s to mladino, ne, in danes to govorimo isto, ampak vendarle vemo pa, da čas se spreminja in da je tisto, kar otroci prinesejo iz šole, pa potem iz srednje šole v življenje, pa kar ključno, da bomo v tej bitki vsi tako lepo živeli, kot morda danes živimo. Zato še zate vprašanje, ta čarobna palica žal ne obstaja, ampak obstajajo pa neke resnice, ki jih lahko vpeljete v šolo. Kaj bi kot ravnatelj z izkušnjami zdaj rekel, da je pa morda v novem šolskem letu pri vsakem učitelju nujno, da morda malce spremeni? Jaz bom rekel, da kar jaz menim, da je nujno, to sem učiteljem že povedal, ne? In mi to nekako probam to moje razmišljanje predstaviti učiteljem na tak način, da razumejo zakaj, da ga tudi sprejmejo in pač vsak na svoj način, ne, ljudje smo si različni, tudi to moramo sprejeti, rabimo biti vsi isti, vsi uniformirani, da ga sprejmejo in potem tudi izvajajo. Isto stvar želim in dostikrat poskušam razložiti tudi staršem. Tudi pogled starša se more do neke mere spremeniti, predvsem v tem, ne, kot je gospod rekel, niso najbolj pomembne ocene. Marsikaj drugega bo veliko bolj pomemben, a bo otrok uspešen v življenju ali ne, kot tiste ocene 5, 2, 3, 4. To v resnici na koncu poznamo vsi verjetno zelo veliko ljudi, ki so zelo uspešni, pa mogoče jim v šoli ni šlo tako dobro. Da bi otroci razumeli, da se bodo učili celo življenje. Ne bo dovolj tisto, kar jih mi naučimo danes. Vemo, koliko se hitro časi spreminjajo. Mi jih moramo naučiti učiti se in biti se pripravljeni učiti. Ker časi se znajo zdaj tako hitro spremeniti, da tisto, kar je bilo še včeraj zelo pomembno, pa zelo koristno, da je od tistega znanja lahko nekdo živel, v redu, danes mogoče sploh ni več aktualno. In svet se bo spremenil hitro in ljudje se bomo mogli z njim. In mislim, da je tudi ena taka stvar, ki moramo dati, da bojo potem uspešni nekoč. Martin, prihajaš iz uspešne družine, iz uspešnega podjetja. Danes radi govorimo, da bi imeli radi vsi uspešne otroke. Tudi zato bom morda res zadnjo misel pa tebi predal. V osnovni šoli si imel same lepe ocene?
No. dala pa tega. Kaj je pa bilo tisto, kar te je pripeljalo torej, do tega, kar počneš danes in več kot očitno počneš rad, kar je morda še bolj pomembno, kot da počneš uspešno? No? To je še en poudarek, ki sem ga hotel že prej dati, pa nekako ni uspelo. Se mi zdi, da današnje šole preveč nagrajujejo pridne učence preko teh ocen in kar je gospod omenil, to dobre ocene niso tudi garancija za uspeh v življenju ali pa Zadovoljstvo. kar je na koncu koncev bolj pomembno kot tisto, kar razumemo kot uspeh. Kaj je mene pripeljalo do tega? Verjetno predvsem neka radovednost, vedno želja po tem, da rešujem neke probleme, ki jih vidim na tem svetu, predvsem pa tudi ta osebna odgovornost do sebe, do svojih bližnjih, do ljudi, ki jih imam rad, do okolice, v kateri živim. Hvala lepa. Ta podcast ni bil enostaven, ne? Upam, da so tisti, ki ga poslušajo, poslušali dobro, ker ni enega recepta, da bi zdaj s palico zamahnili ali pa povedali to pa to, ampak vsak mora pri sebi najti neko odgovornost do sebe in do družbe. Hvala vsem trem za izjemne odgovore, za dobra navodila, ki jih bosta dala vašim učiteljicam in učiteljem. Martin, ti pa seveda svojim otrokom, ne? Pa potem vsi opravimo svojo vlogo. Tako da nasrečno in uspešno novo šolsko leto vsem. Ne? Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. Verjamem, da ste slišali veliko o tem, kakšne so veščine za življenje. Se vem, da vsi o tem vemo vse, ampak včasih je pa dobro malce obnoviti naše znanje ali pa nas vsaj spodbuditi, da lahko pri kakšni še kaj dodamo. Hvala, do naslednjič.